Servus, Nejc, lega. Ja, ne morem verjeti, lega, koliko enih občin smo zdaj midva spoznala, pa koliko enih različnih jedi, pa kako dobro smo jedla, se ne morem verjeti. Ampak se veš, kaj pravijo, po vsaki dobri jesti je fajn ena dobra kapljica. In zdaj Zgornja Savinjska ni glih poznana, pa nekmo vinogradništvo, pa take stvari. In zato sem se jaz odločil, da ti pokažem še eno občino, ki sicer ni v Zgornji Savinjski dolini, ampak je glih na meji med Savinjski pa Šaleški. In to je Šmartno v Paki. Pogledaj. Šmartno v Paki je naselje, ki je gratalo na stiku treh dolin, Spodnje Savinjske, Zgornje Savinjske pa Šaleške. Tako da polovica ljudi pravi, da so Savinjčani, druga polovica pa, da so Šalečani. Pač, kakor hočejo. Se pa prvi zapisi v njemu pojavijo že leta 1256. Cerkev Svetega Martina pa grad Pakenstein. Tisti je dan sicer že razvalina, ampak njegovo ime naprej pa nosijo moji kolegi Motoklub Pakenstein. In oni tle vsako leto na začetku sezone organizirajo žegen motorjev. Se veš, tle v Šmartni pri MC. MC oziroma Mladinski center Šmartno je tle na začetku Šmartnega. In tle se tudi bolj kot ne vse dogaja. Drugače je pa Šmartno tipično mehno naselje. Najbolj ga poznamo po gori Oljki pa po slovenski smučarki Ani Drev. Najbolj poznano je pa seveda po vinogradih pa zidanceh. In tele vsi ledi delajo v vinogradih. To že otroci od mičkega rastejo strti v red. In že od mehnega se naučijo, kako se to obrezuje pa obdeluje. In to delajo pol lepo skozi celo življenje, do starih let. In novembra, ko se trta ubere, da je to cel praznik. Vsi sodelujejo, nabirajo, nosijo, priješajo in pol na konc daje to v kjuder. Tenetr se seveda zgodi čarovnija, ki z groznega soka grata vino. In vse vikende v novembra pa decembra imajo kleti odprtih vrat. In zato sem jaz šel taj lec, da to pogledam pa da te pokažem. Vidim vinograde, da probam malo grozdja ubirati. In seveda konc koncu tisto, kar je najbolj važno od vsega, da grem taj, da vidim, kak imajo razgled, pa kako je vino, če je res tako dobro. Imajo domačga, veš, imajo belga, imajo pa rdečga tudi. Ja, sem videl v Šmartnemu. Res imajo fajn kapljico. In veš, Šmartno ime pomeni Sveti Martin, zato je Martin, Šmartno. In v bistvu vsi kraji v Sloveniji, ki se jim reče Šmartno, skoraj da ziher predelujejo vino. In se veš, kaj pa vino tudi najbolj paše, glede na to, da je to Sveti Martin, najbolj paše Martinova goska. Kolega od Swifty Food je prvo raco vzel, pa je namazal fajn z oljem. Pa je pa dal na dolgo peč. Vmes je pa narezal rdečega zelja, popražil čebulo, a zalil z domačim rdečim vino. Kak je to fajn. Čez 3 ure je bila goska tudi počasi lepo pečena. Pogledaj, kak je čedno. Tu me čakam, da koštam. Evo malo zelja zraven, pa malo žumre gor po mlinceh. Pogledaj to. Drugače pa Nejc, če boš hodil kaj po Šmartnemu, sigurno moraš iti na obisk tle v Opa Resort. To ima je fajn, veš, tako po domače narediti, pa dobre za jesti, pa za pit. V glavnem, Nejc, to je to od mene. Jaz mislim, da sem ti vse pokazal, vse povedal, čim več. Zdaj ostane še samo to, da se dobimo, pa da primerjamo malo videote, pa da še ljudi na internetu vprašamo, kaj si mislijo. Pa bomo pa videla, kjer je zmagal. A sem dobil Gruševega žlitrafe, ali ne? Oziroma, kakorkoli bo, bomo videli dele pa na koncu. Zdravo, Nejc.